Supanje je v svoji osnovi vzdržljivostni šport, zato je zelo pomembna redna in postopna vadba. Vadbo si lahko razdelimo na kondicijski trening, vadbo moči in vadbo veščin na supu. Najbolj učinkovito in najbolj pomembno je, da čim več časa preživimo na supu. Kondicijo samo lahko nabiramo oziroma je priporočljivo nabirati tudi z drugimi športi. Učinkovit je na primer tek in pa kolesarjenje. Pri samih začetkih je pomembno tudi, da ne pretiravamo, saj se mora telo, sklepi privaditi na te obremenitve. Zato so priporočljivi tudi treningi moči. To so lahko pravi treningi v fitness studijih, lahko pa tudi zelo učinkovito izvajamo razne vaje z lastno težjo po samem supanju ali doma. Ker je nekje potrebno začeti, priporočam na primer ne pretežak trening. To je na primer intervalni trening 5x5 minut za minutno pauzo. Po tem prvem uvodnem treningu vidimo nekje zdaj, ali je bil ta trening nam prelahek oziroma pretežek. V primeru, da nam je bila vadba naporna, naslednji trening opravimo z manj ponovitvami ali zmanjšamo interval, na primer na 3 minute. V primeru, da nam je bil pa trening prelahek, lahko število ponovitev povečamo ali povečamo samo minutažo v intervalu. Svoj napredek najlažje spremljamo z športno uro, katera nam kaže hitrost, frekvenco zavesljajev in pa srčni utrip. Na primer, za začetke je ta frekvenca veslanja nekje med 20 do 30 zavesljaji na minuto. Cilj pa naj bo, se pravi, da s časom pridemo na nekje med 40 in 50 zavesljaji na minuto. Če nam po vesljanju ostane še dovolj energije, lahko trening zaključimo z vajami za moč na kopnem. Pravi, najbolj učinkovite so vaje za jedro, za močno jedro. To so razne različnice plenka, sklece, poskoki. Se pravi, pomembno je, da ojačamo svoje jedro, se pravi te mišice, ki so okrog trebuha, hrbtne mišice. Pomembno pa tudi, da telo nekje deluje usklajeno in skoordinirano.